Glavne grožnje danes v kibernetski prostor prihajajo po eni strani novih akterjev, po drugi strani pa se vse bolj zavedamo odvisnosti kibernetskega prostora od naravnega okolja. Imamo izjemno povečane število akterjev, tako na področju organiziranega kriminala, skupin, ki izvajajo napade z izsiljevalskimi virusi. Imamo državno sponzorirane napade, ki so dostikrat očem nevidni. Skrb za kibernetsko varnost pomeni predvsem en pozitivni dvom, da tehnologije, ki jih kupujemo, ki jih uporabljamo, ne glede na to, kje so, da v osnovi ne da so nevarne, ampak da so lahko v principu zlorabljene. Lahko pride do nenamernih napak, recimo v strojni ali programski opremi, lahko pride pa tudi do naravnih nesreč, ki tudi vplivajo na vse te sisteme. Mi smo določili URSIO kot nacionalni organ za obvladovanje kibernetskih kriz, ki seveda se lahko posledica večjih incidentov, da mi upravljamo krizo in ne da kriza nas. To je osnova. Časi, ko moraš odreagirati na določene grožnje, so lahko izjemno kratki. Govorimo lahko celo o nekih 10 minut. Razmere na področju kibernetske varnosti in grajenja kibernetske odpornosti se zelo hitro spreminjajo. Podjetja moramo pravzaprav razumeti ne samo svoje poslovanje, ampak tudi najrazličnejša tveganja povezana s tem. Vodstvo mora pri tem odigrati zagotovo svojo vlogo. Definitivno je zelo pomembno, da podjetja poznajo svojo ranljivost na tem področju. Kibernetska varnost je proces in predvsem ne smemo jemati kot enkratno investicijo. Torej od sprejema prvega zakona, ki je urejal informacijsko in kibernetsko varnost v Republiki Sloveniji, je minilo 7 let, kar je seveda dolga doba sploh za digitalno tehnologijo, in bila je absolutno potreba, da ga prilagodimo tako izkušnjam v tem času, kot tudi novim izzivom, novim grožnjam in ne nazadnje novemu geostrateškemu okolju, v katerem danes živimo. Po drugi strani smo pa seveda morali kot država članica Evropske unije prenesti v slovenski pravni red tudi novo direktivo NIS2. Digitalna tehnologija nastaja v komercialnem okolju. Jo ne razvija država, jo ne razvija URSIO, jo ne razvija vlada, ampak jo dejansko razvija privatna pobuda. Tukaj vzpostaviti eno maksimalno sodelovanje je ključno. Podjetja, ki trenutno še nimajo pokritega tega področja, bodisi so manjša, bodisi pa se še tega niso lotila, predlagamo predvsem, da se povežejo strokovnjaki iz tega področja. Eno od teh zagotovo je tudi podjetje A1 Slovenija, kjer lahko ponudimo svojih 400 strokovnjakov z področja kibernetske varnosti v celi skupini. Tukaj pravzaprav ne moreš biti pred samimi napadalci, lahko si samo v teku dogajanj na tem trgu. In anticipiraš morda nekaj, kar se lahko potencialno zgodi, nikoli pa ne moreš 100% videti, na kaj lahko naletiš. Poslovne škode iz naslova kibernetskih napadov so pa izjemno velike in rastejo iz leta v leto. Kibernetski napadi so pravzaprav neizogibni. Vprašanje je samo, kako hitro in učinkovito se boste kot podjetje odzvali na njih.